Dragi poslušalci Radia Ognjišče, že veliko let vas škofje nagovarjamo skozi nedelje in praznike enega meseca cerkvenega leta. Letos so mi uredniki teh oddaj določili mesec maj. Ne spomnim se, ali sem maja že bil kdaj na vrsti. Vse, ki boste v tem mesecu prisluhnili mojim mislim, vas lepo in prisrčno pozdravljam. Skupaj bomo 4 nedelje v maju ter še za praznik Gospodovega vnebohoda ter praznik svetega rešnega telesa in krvi, torej vsega skupaj 6-krat. Božja beseda je vsako nedeljo obilna in bogata. Mi se bomo v glavnem ustavljali pri eni misli, bodisi iz berila ali evangelija, in tisto skušali nekoliko osvetliti in poglobiti. Prva vrstica današnjega evangelija pravi: če me kdo ljubi, se bo držal moje besede in moj Oče ga bo ljubil. Prišla bova k njemu in prebivala pri njem. O nobeni stvari se danes toliko ne piše, govori, poje, kakor o ljubezni. Dostikrat je beseda ljubezen zlorabljena in mnogi ji pripisujejo samo telesno in spolno ljubezen. Kjer je tako, tam je ljubezen zelo okrnjena in prikrajšana. Jezus pravi, da se tisti, ki njega ljubi, drži njegove besede. Njegove besede so zapisane v Svetem pismu. Njegove besede so tudi danes, po več kot 2000 letih, odkar so bile izgovorjene in napisane, žive, silovite in učinkovite, kakor pravi pisatelj pisma Hebrejcem. Veseli smo, da je danes ne le pri mladih, ampak tudi pri odraslih kristjanih večje zanimanje in ljubezen do Božje besede. Mogoče ni krščanske družine, ne da bi imela tako ali drugačno izdajo Svetega pisma. Vendar se moti, kdor misli, da pozna Sveto pismo, če ga le ima ali včasih malo prelista, enkrat vsega prebere in morda nekoliko preštudira. V Sveto pismo se je treba neprestano poglabljati, se zanj zanimati, biti do njega odprt in razmišljati, kaj mi hoče Bog povedati. Zavedati se moramo, da je najtežje Božjo besedo izpolnjevati. Lažje je Božjo besedo poslušati, se o njej pogovarjati, razmišljati, razpravljati, težko pa jo je uresničiti v življenju. Vendar moramo vedeti, da je to glavno. In Jezus nas danes vabi prav k temu: če me kdo ljubi, se bo držal, bo izpolnjeval moje besede. Če logično razmišljamo naprej, bomo rekli: kdor Božjo besedo samo bere in o njej razpravlja, debatira, ta Jezusa ne ljubi. Jezus nam je zapustil Božjo besedo, obenem pa dal tudi zgled izpolnjevanja. Iz ljubezni do nas je prišel iz nebes in ostal med nami. Svojo ljubezen je skazoval potrebnim, ubogim, bolnim, slepim, hromim, zasvojenim, grešnikom in vsem preizkušanim. Največjo ljubezen pa nam je Jezus izkazal z velikonočno skrivnostjo, ko nas je s svojim trpljenjem, smrtjo in vstajenjem odrešil. Tudi potem,
Ko je Jezus stopil v nebesa, je poskrbel za nas. Poslal nam je Svetega Duha. Sveti Duh Cerkev posvečuje, navdihuje, razsvetljuje in nas uvaja v njene skrivnosti. Dejansko nam Sveti Duh pomaga izvrševati Božjo besedo in nas nareja deležne Božje ljubezni Očeta in Sina, ki po Svetem Duhu prihaja k nam in prebiva v nas. Sklenimo to razmišljanje s prošnjo iz maše 6. velikonočne nedelje. Večni Bog, s temi darovi sprejmi tudi naše prošnje. Prenovi naša srca, da bo naše življenje bolj v skladu z načrtom Tvoje neizmerne ljubezni, da bomo tudi mi izpolnjevali Tvojo besedo in tako resnično postali deležni Tvoje ljubezni.